Slovenci smo zelo uspešni, ko gre za visoke položaje. Melania je zelo blizu Bele hiše. Rojakinja je zdaj princesa Tatjana na grškem dvoru. Čeferin je šef UEFA. Frank Gorenc je general v NATO. Alenka je bila skoraj komisarka. Danilo skoraj šef Združenih narodov. Đuro pozna Angelino. Domen Kumer rad posluša Eltona Johna. 2 milijona nas je, pa smo taki carji. No in zdaj se nam obeta še en velik kaliber. Za mesto predsednika Evropskega parlamenta, šef evropskih poslancev bi rad postal nihče drug kot Lojze Peterle. Jep. Lojze Peterle... Kako? Še živ? Lojze Peterle... To je to. To je to. Dal sem si nos popraviti, zdaj pa zobe ne delajo. No, veliki čebelar, ki je v prostem času tudi evroposlanec, cilja na mesto predsednika Evropskega parlamenta. To je odlična ideja, ker če že cele dni čohaš, muda bod saj glavni v tem. Ampak, ker je to Slovenija in ne Disneyjeva risanka, ima Lojzek že v štartu ogromne prepreke v obliki polen. Toda najtežja bitka ga čaka doma. Proti Peterletovi kandidaturi naj bi bili vsi trije evroposlanci iz SDS. Vzrok pa zamere Janeza Janše. Ja, to je nekaj novega. Peterleta podpirata oba leva evroposlanca plus Bogovič. SDS-ovi trije pa so proti. Veliki osamosvojitelj Ivan je namreč svojim kužkom ukazal, naj ne podprejo velikega osamosvojitelja Lojzeta. Lej, pri takih frendih ne rabiš Kučana. In ravno Kučan naj bi bil spet jabolko spora. Janša je namreč Novo Slovenijo obtožil, da so Kučanovi hlapci in... Nekoč trdno in načelno stranko je v roke prevzel aparat glavnega tajništva. Preko njega sčasoma v dobršni meri prikrit homoseksualni lobi. Ja, pod vplivom homoseksualnega lobija, ja. Pa Jadranka Juras je v krempljih mesno-pridelovalnega lobija. To je vsem jasno, upam, da smo to odkljukali. Zdaj Janša pravi, da Nova Slovenija dela za geje. Stranka, ki bi se spreobrnila v islam, če bi ugotovili, da je bil Jezus gej. Tako trdno držijo Ljudmilo gejevske lovke, da je pred leti na vse kriple podpirala družinski zakonik. Zato menimo, da bi družinski zakonik moral biti v podporo družini in zakonu. Nova Slovenija pod takim vplivom homoseksualnega lobija, da so za naslednika Ljudmile Novak postavili čisto pravega geja. S čimer ni nič narobe. Lepo je, da so tudi v krščanski stranki tako napredni. Ampak dejstvo je, da Janša nikakor ne bo podprl Peterleta za predsednika Evropskega parlamenta, ker mi imamo vir v SDS. Res. In ta vir nam je poslal seznam ljudi, ki bi jih Janša predlagal za pomembne funkcije. Dajmo pogledati. Za premijerja bi postavil Janeza Janšo. Za predsednika države bi predlagal Janeza Janšo. Za EU komisarja bi podprl samo Janeza Janšo. Zdaj, če bi ga vprašali, koga hoče za generalnega sekretarja Združenih narodov, Janez Janša. In na koncu, če bi on izbiral papeža, bi to bil... Janez Janša! Prav ste uganili, a Viktor Orban! Ne mora vsega Janez delati. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.